za nami so krasni, sončni in prijetni dnevi in dajmo pogledati, kaj se je pravzaprav dogajalo čez vikend na posestvu Sončni raj. Moram reči, da me je tole kar spominjalo kakor na neke take delovne brigade. Posadilo se je namreč več kot 8000 nekaj takega rastlin in tukaj se vidi, kako strastno dejansko ustvarjamo in kreiramo. Lokacija le tega je v Mariboru, kako že, Zrkovci, nekaj takega. Skratka, krasno posestvo, kjer se je posadilo veliko ekoloških in krasnih sadik. Jaz osebno sem posadila kakšnih 50 sadik jegliča, malce sem pomagala tudi pri jagodah in moram reči, da res krasna izkušnja, ko si pravzaprav v družbi ljudi, kjer ste bolj ali manj isto misleči, se pogovarjaš o življenju, zraven sadiš in tega ne delaš zase, ampak za nekoga drugega, za višje dobro, za vse nas. Moram reči, res krasna stvar. Takole je torej nastal medeni park in veliko je teh medonosnih rastlin. Evo, tukaj se recimo vidi, požrtvovalnost in vse te zadeve. In krasne ljudi sem spoznala, poleg tega smo imeli tudi krasno glasbeno spremljavo in sicer so igrali gongi, tudi sama sem bila nekaj časa za gongi in moram reči, da vse skupaj je bilo fantastično, otroci so plesali, pomagali so, starši so bili zraven in res se zadnje čase navdušujem nad današnjo mladino, kako pravzaprav so usmerjeni k naravi, v stiku sami s sabo in kako vidijo priložnosti, da ustvarjajo in kreirajo skupaj z naravo. No, podobna je pravzaprav tudi zgodba naših dveh fantov, ki sta danes tukaj, Žana in pa Sašota, kajti rada imata začimbe, pa nista našla nič takega, kar bi jo dejansko navdušilo in potem sta se odločila, lej, bomo pa pač sama naredila, ne? Žan in Sašo sta danes v naši družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. Dajte mi zdaj še enkrat povedati to zgodbo. Kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je tako, da sem jaz v bistvu iskal nek proizvod, ki bi ga rad tržil. V bistvu v začimbe me je že popeljala moja babica, ker me je že v mladih letih, kako bi rekel, seznanila, da je fajn to, ne? Z zelišči, z zdravilnimi rastlinami. In kot otrok sem imel pač zdravstvene težave, ki pa sem jih mogel preboleti z raznimi alternativnimi zdravljenji. In na koncu sem v bistvu ugotovil, da je ful fajn, če vzamemo začimbe, ker imajo veliko zdravstvenih koristnosti. Moramo vedeti, kaj uporabljava za ene besede. Koristnosti. Pripomore k. Se opravičujem, malo treme. Prav tako pa moja mama je v bistvu ima ekološko kmetijo in smo zelo mi seznanjeni tudi z ekološkim kmetovanjem, tako da smo se mi potem povezali, v bistvu iskala smo nek dober prehranski dodatek, tako bom rekel, in po res dolgem raziskovanju smo našla začimbe. Začimbe so eni izmed najmočnejših antioksidantov, kot vemo, ampak marsikdo to dan danes več ne ve. To je šlo malo v pozabo, bi lahko temu rekel. Jaz obožujem začimbe, veliko jih imam tudi sama, ampak zaradi tega, ker dosti potujem, pa me potem ni, se veš, če ne zalivaš, pol nekako ne gre včasih. Ja, ne raste. In ko sem začela iskati in ko sem se tudi sama seznanila s tem, kako močne začimbe dejansko so, pa tukaj malo jih dodaš, pa tako velik učinek imajo, sem začela hoditi v trgovine in sem začela gledati, in potem sem se spraševala, zakaj je ta peteršilj evro, ta je pa 5 evrov? En je ekološkega izvora, drug ni ekološkega izvora. V enem je noter še marsikaj druga kot peteršilj, v enem je samo peteršilj in to je zelo pomembno. Že v bistvu pri samih surovinah moramo zelo paziti, da so eko ali biocertificirane, saj s tem ne vsebujejo nič drugega noter, se pravi, raste na rodovitni zemlji, na čistem zraku, ne uporablja se umetnih gnojil in tako dalje. V bistvu to so same, tako mora biti posušeni delci rastline, kot bi začimbe to morale biti. Je pa tudi zanimivo, da kako mi delamo z rastlinami. Takoj, ko odrežemo, rastlina začne se degradirati.
In takrat je zelo pomembno, da jo spravimo čim prej v stanje, katerega bo pol tudi prišla na polica. Ne. Začimbe je fajn, da shranjujemo v temnih pa suhih prostorih, pa najboljše je, da so kakšne ekološke vrečke tudi, ali pa stekleničke. Ne. Steklo je verjetno najbolj, ne? Moramo se izogibati pakiranja v plastiki in kot sem že prej povedal, pač mešanje drugih stvari zraven začimb. Danes se začimbam dodajo sredstva za starevanje, silicijev dioksid, naprimer maltodeksterin, to je sladkor, zelo veliko soli, kar ni najboljše. Soli moramo zelo malo dodajati, ne, da dobimo ravno ta okus zeliščni in začimbni, kar je dejansko pomembno. Ampak vidva sta pri 23 letih takrat sta dejansko sama pol vzgojila te začimbe, sta jih sama posušila in potem, ko sta jih dodala jedem, sta rekla, čak mal, to je to. To sploh ni isto, kar smo mi pred trgovini kupali, to smo rekla in zato bomo naredila neko svojo zgodbo. Največjo razliko so opazila pri rdeči papriki. Ne. To je bilo res neverjetno, kot noč in dan. Ja, pač paprika, ko smo sama posušila, sladkega vonja, ker začimbe nam največ povedo von njihov. Čist drugačnega okusa, bolj intenziven okus. In pa, ko smo se začeli spraševati, čak, kaj pa mi dejansko jemo, tisto, ko kupimo v trgovini, tistem prahu v rdečem, ko je. Ker ogromno ljudi uporablja to, se ne vem, če sploh lahko rečem, to mešanico klasično, ko jo dajo v juhe in povsod vegeta, ali pa je ta zadeva, ne? To, kar povsod dajo noter, kar povsod, to nima več z od začimbe, kar se meni tiče. To ni najboljše, to je zelo veliko soli, no, to bi predvsem rekel, ne, mi dva delamo po drugačnem principu, delamo zelo veliko začimb in zelo malo soli, ne, kar je dejansko poln, sol ni zdrava, začimbe pa so izjemno zdrave lahko tudi, ne. Ok, ampak dajte mi nekaj povedati. Videla sta stara 20 in nekaj let. Lahko bi tam bejbe lovila, se ukvarjala s takimi in drugačnimi stvarmi, pa mišice krepila, pa ne vem kaj še vse. Videla sta pa tam zelišča zalivala, pa jih rezala, pa študirala, kako jih bosta vzdržala pri življenju. Tako smo začela, ja. Dala smo že veliko stvari, že v zgodnjih letih skozi, tako da sem se našla. Punce ste že prej preganjala. Ja, pa še kar jih. V prostem času. Ne, drugače zanimalo je zelo podjetništvo, ne? Ja, to oba, v bistvu od malih nog že pač hočemo na nek način postati podjetnika in to je bila odlična zgodba z nekim naravnim izdelkem, narediti neko močno blagovno znamko, tako bom rekel. Ampak kot avtorica knjige Kako živeti v obilju, vam lahko povem to, kar ste verjetno že sama ugotovila, da ti v poslu z zagotovostjo nikoli ne more uspeti, če greš delati samo zaradi posla. Ja, drži. Je pa tudi začelo se tako, da jaz imam zdravstveno težavo, nefrotski sindrom. In ker smo iskali rešitve, sem se vedno bolj zatekal k alternativni medicini. Gospod Sanja Lonček ima zelo veliko knjig napisano v tej tematiki. Saj imam tamle nek. Super. In sem se tudi nekako našel, ker rad kuham, rad jem dobro. Pa ti si zaužent. Ja, hvala. In nekako smo tako pogrešali tudi te okuse v kuhinji. Pa ta povezava, ne, okus in pač zdravilne učinkovine oziroma da blagodejno vplivajo. Ne. In ravno to je poanta, da ni samo okus, ne. Začimbe niso samo ojačevalec okusa, ampak še marsikaj več. Ne. In to smo mi dva hoteli na nek zanimiv način združiti, no. In predstaviti ljudem, no, da so začimbe zelo pomembne še, da smo malo pozabili na njih. Ker je neke vrste superfood, ne. V bistvu to je tradicija. To je v bistvu najstarejši superfood, kar ga mi poznamo, ampak temu ne reče več superfood, kar je po mojem mnenju velika napaka, ker imajo začimbe toliko antioksidantov, ko malo kjer je superfood dejansko. Ja, začimbe so najmočnejši antioksidanti na planetu. V bistvu njihov sekundarni pomen je šele pol obogatitev okusa. Sanja Lončar je bila zadnjič pri meni, ko smo govorili o sevanjih. In je rekla, da dejansko uporabljajo za način ohranjanja svežine oziroma način ohranjanja začimb na policah, da jih dejansko obsevajo. In to največkrat začimbe. Ja, ko to čuješ, ni najboljše, tako bom rekel. Dejansko vse zveš, kaj se s tem dogaja, kot smo mi to raziskovali. Recimo eno leto, da smo prišli do vseh teh trditev, da lahko samo v bistvu veš, kaj je dejansko noter. Pač kaj ti pomaga, kaj ti ne pomaga, vidiš, da pol stvari ti ne pomaga, da je pol v bistvu steklenice začimbe, sploh ni začimb, ne, in to je velik problem, ne. Poleg tega je še veliko drugih stvari, kot sem že prej rekel, noter, ne samo, da jih šprica, ampak tudi
se začimbe ne sterijo, prvo to dodajajo noter, potem ojačevalci okusa, to je zelo pogost pojav, se pravi glutamat, citronska kislina, to so zelo uporabljeni ojačevalci okusa, ki so pač v vsaki začimbi danes, skoraj brez tega skoraj ne gre več. Plus vonji po dimu, recimo ekstrakti, začimni ekstrakti. To ni najboljši, ne, in to se zelo fejs uporablja, ker je seveda ugodno. Ampak, če pogledamo, ravno to je ugodno. Človek gre v trgovino, išče peteršilj. Gleda sem, da piše peteršilj gor, pa da je najceneje, ne? Drži, ja. Misli, da je prihranil mogoče, ne? Ampak na dolgi rok... Dolgi rok za zdravje Za sebe, ni. za zdravje je naredil več škode, kot koristi. No. Točno to. Dejansko zdaj tudi take cene niso začimb, no bom rekel, da bi te ubile, no po domač povedan. Pa ljudje zapravljajo denar za bedarije. Ja, drži, za vse druga, ko pa za svoje zdravje pa ne, vedno manj. Zapisala sem misel Dalaj Lame v svoji knjigi in sicer, pa niti ni misel razmišljanja, ne, kako človek, ki je mlad, pa na višku svoje moči, kako preveč dela, preveč vsega, kuri samega sebe dejansko in da vse svoje zdravje za to, da pride do denarja, ampak kasneje da pa ves denar, ki ga je dobil, samo zato, da zdravje dobi nazaj. Se pravi, nič ni naredil, ne? No, to mi je krasno, ker pravzaprav neverjetno bi bilo, da ste se tako krasno usmerila v neko smer narave in sodelovanja za naravo, če ne bi imel pravzaprav ti težave z zdravjem, ker zmeri neka življenjska zgodba pripelje do tega, da se potem ena ideja razvija naprej. Drži. Zdaj pa dosti je bilo govorjenja, a lahko jaz probam kaj od tega? Ja, seveda, gremo probat. Dajmo, da vidim, kaj pa kako. Že prej sem opazila neka roza začimba, jaz ne vem, koliko je zdaj to eko pa bio, pa kako vidva zdaj hočeta mene tle prepričati, da je eko pa bio, če je roza. Ja, ker je... Ja, to je rdeča pesa, to je posušena rdeča pesa, ekocertificirana. Ja. Je zelo dobra, ker ima veliko železa, vitamina A, vitamina C. Ja, drži, kar je zelo dober za vid, kot vemo, tudi korenček ima noter, C je za imunski sistem, železo pa proizvaja rdeče krvničke, zato je to zelo zdrava začimna mešanica. In je zelo zanimivega okusa, ne, ker je zelo taka sladkasta. Večinoma ljudi nima rad rdeče pese v naravni obliki, bom rekel. Tudi jaz recimo sem med takimi. Ampak ko proba začimbo, ti je res tako, da bi bonbon pojedel. Sladkega okusa. Ni ojačevalcev okusa, no. Ne, ne. A je tukaj, mislim, a je ročno delano? Ja, vse je ročno delo, ja. V bistvu na začetku smo vse sama nekot pridelovala, zdaj pa zaradi povečane v bistvu prodaje, no tako bom rekel, že tudi nama drugi kmetje pomagajo. Cool. Kak je, vredi? Fajne. Naprej, še me zanima. Torej imamo pa limonino, lupino in česen. Limonino, lupino, okej. Ja, ta je recimo se zelo uporablja pri kakih ribah, pri solatah. Tudi za jajce, ful dobro pride. Jajce recimo, kot je rekel Saš. Limono in lupino smo pa dala zato, ker pač zaščiti trebušno slinako, za želočne težave tudi fajna, pa ker v bistvu zaščiti meso, sploh danes vemo, kako so ribe ostale nezdrave, no. Pa česen recimo je tudi noter, česen vemo, da je naravni antibiotik. Zato je ta mešanica sploh zanimiva, no, tako bom rekel. Ta je dobra je, super. Bi jo imela kljub temu, da je z ihnom dajala na meso pa na ribe. Potem je tu original, ja. Tako, to je najna varianta provensalskih začimb. Origano, bazilika, kumina, rdeča paprika, čebula. Tu je ta trio zelo pomemben, ki zelo dobro sodeluje, origano, bazilika in kumina. To je najboljša, najboljša. Jaz se to sama doma mešam. Ja. Večinoma teh zelišč lahko tudi pridelamo na vrtu, ne? Ja, in recimo sploh te klasični okusi, tako so tole, to so vse naše začimbe, se pravi origano, bazilika, to vse lahko mi pridelamo. Pa tudi zaščitimo se, recimo origano imam jaz zraven na potovanjih in zmeri dam ogromno origana gor zaradi tega, ker sem že bila v Maroku in sem že prišla z paraziti domov. Ja, antibakterijsko pa protivnetno pač ima delovanje. Origano je, pravijo, da je antibiotik na pici origano, ne, zato ker si v bistvu... Če si potrošiš origano po pici, pomeni ščepec origana na pici, pomeni, da si zraven pojedeš še kot eno skledo solate. Eno skledo, ja. A res? Ja, ekvivalenta. Plus, kar je zelo zanimivo, kar prej nismo povedali, recimo v tujih kulturah, ne, kot je recimo Kitajska, tam so začimbe v bistvu zdravilo prve izbire. Tam niso začimbe od nekdaj očevalec okusa, ampak so zdravilo prve izbire. Zato so
Zanimivo je tudi recimo ingver, ne, ki je v tej mešanici noter. Ne. Ingver so v bistvu Kitajci, da svež okus, v bistvu Kitajci so si s tem ščitili svoje jedi, da niso v bistvu zboleli, da niso imeli težave s želodcem, da niso bruhali in so si v bistvu tako zaščitili dejansko svoje jedi, kar je zelo zanimivo. To je tudi dobro. V bistvu to je, če to lahko povem, v bistvu curry je mešanica začimb, ki je različna od vsake družine, no do vsake družine, tako bom rekel. Vsaka družina ima svoj curry recept, to je zelo zanimivo pač. In na ta način smo tudi midva razvila potem svoj curry recept. No. Ta curry je bogat s kurkumo, z ingverjem, zelo veliko kurkume, kurkuma je zelo zdravilna. Kurkuma je bomba. Kurkuma je, midva mislimo, ena izmed najbolj pomembnih začimb na svetu in najmočnejši antioksidancev. Ja. Jaz si že zjutraj, to je bomba. Bravo. Tole lahko daš v mandljevo mleko, si predpostavljam, pa imaš kar neko tako... Ali pa kak vok, testenine, kakej pač riž, ja, piščanec. Kaj pa tale tak zgleda, taka pestra? Ta je pa okus pice. To so pa želela v bistvu dati okus pice v stekleničko. Da ima lahka hrana, ne vem, damo navadno rižoto, bel riž, potresamo gor, pa imamo okus po pice, brez da bi se karkoli pregrešila. Pica rižota. Tako. Ampak kako pa je vama ratalo, da tole, recimo, zdaj v to, ker jaz slišim, da je nekaj z okusom po pici, označim, to ni zdravo, očevalci okusa, ne, Jasmina, tega nočeš. Rada se igramo v kuhinji, rada se igramo z okusi. Na pico vemo, da gre po navadi paradižnik, se pravi, da sva dala noter suh posušen paradižnik. Origano, baziliko. Midva smo ga pa malo boljše obogatila, no. Tako. Da ima res tak izrazit okus. Bolj poln von, midva namreč. Poanta začimnih mešanic je to, da v bistvu imajo boljši učinek, kot pa posamezna začimba skupaj. Tudi to je poanta, zakaj delamo midva začimne mešanice, zakaj bom rekel, se ne ukvarjamo s posameznimi začimbami, ker v bistvu, posamezne začimbe bila, rečemo 10-kratna, z mešanico se lahko povečamo 100-kratna. Tako da to je zelo dobro, mislim, kombinacija začimb zelo dobro eno na drugo vpliva in sodelujejo. Jaz dajem začimbe kot v Indiji. Orang. Ne tisti neki. Super, midva tudi. Sprinkle, kad ti z njim nič, pa še ti za dekoracijo krožnika. Ne. Orang, da dam začimbe. Plus še to, nekaj bi še rekel, zato to ne, zato ker če bi imeli očevalce okusa, pa vse to noter bi res lahko dal en sprinkle, pa bi to bilo to, kar je pa naravno, moraš pa malo bolj potresiti, ker je to naravna aroma. Očevalce okusa že zelo malo, kako bom rekel, kilaža, zelo malo začimb. Dokler sta vidva doma na lastnem vrtu, pa to sušita, pa mlejeta, pa skupaj mešata, pa tako naprej, verjamem, da bo ta zadeva ostala taka, kot mora biti. Ampak ljudje so vas že spoznali, vedno več imata naročil, vedno več trgovin to prodaja in tako naprej. Da ne bosta vidva prišla do ene točke, ker bosta ratala to, kakor vsi ostali. Ja, tega se pa najbolj branimo, tako bom tudi rekla. V bistvu že gledamo tudi naprej, pač dejansko se bo dal kvaliteto ohraniti, kar je na začetku se zdelo nemogoče, ampak se bo dal. Vse surovine, ki dobivamo tudi od drugih distributerjev oziroma kmetov, so ekološke, so pregledane. Sva že dobila surovine, ko so rekli, imajo ekocertifikat. Pač to bi še rada povedala, da ekocertifikat sam po sebi še nič ne pomeni. Midva, kot je rekel Saša, smo dobila nešteto začimb iz vseh držav, in sam ene par jih je bilo v redu, tako da sam certifikat sam po sebi še ne pomeni vsega. Pol vidiš po vonju, če ima res tisti izrazit von, da je res začimba prava začimba. Midva se tudi zaradi tega razloga ravno nismo odločila za certificiranje izdelkov, ravno zaradi tega, ker hočemo, da ljudje verjamejo najnim začimbim, najnim znamki, ne pa certifikatu, ki sam po sebi še ne pomeni veliko. Bomba. Vsa čast, high five, bravo. Uspešno naprej, to je to. Na mladih svet stoji, pravijo, in moram reči, da če stoji na takih mladih, potem jaz nimam nobenih skrbi. To je to in evo, dajte tale posnetek, drage mamice, pogledati tudi svojim najstnikom in 20 nekaj letnikom, zato da bodo videli, kakšni lahko postanejo tudi sami. Ambiciozni, poslovno orientirani, a še vedno s dobrim temeljem, stikom, ki ga imajo z naravo in samim sabo. Naj vam bo svetli.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.